Ja, razstava Eneja Gala v Mestni galeriji v Novi Gorici je prav gotovo nek presežek. Presežek v tem smislu, da je slikarstvo nekje v ozadju, da so na prizorišču lutke, marionete, skulpture tudi. Skulpture iz nekega časa, ne vem, sedanjega in pradavnega. Skulpture, ki so vesele, ki so hudomušne, ki so groteskne. Marionete. On je večkrat opozoril, da bere Heinricha von Kleista, Marionetentheater, gledališče marionet, in je to kot romantično delo prav gotovo vplivalo na. Drugi tekst, ki sem ga sicer citiral v katalogu, pa mi je takoj sporočil, da ga tudi on zelo dobro pozna, to je Prop, morfologija сказки, morfologija pravljice. Gre seveda za neko pravljičnost. Vse te lutke, vse te marionete so iz nekega drugega sporednega sveta, čeprav govorijo o nas. Postavitev je izjemna, postavitev v prostoru, ki je nehvaležen za postavljanje razstav, posebej kiparskih, pa tudi slikarskih, je Enej obvladal do skrajne meje. Ta obvladanost seveda je tudi zato, ker ima občutek za prostor, za prostorskost. Ne samo za prostorskost slike in skulpture, ampak tudi za prostor kot tak. Pravljičnost. Kaj je ta pravljičnost? Kaj nam govorijo te marionete, te lutke? Lahko so v gibanju. Meni je žal, čeprav imajo ves mehanizem, da bi lahko igrali nanje, da na otvoritvi Enej ni skušal nekako dinamizirati te marionete. Lahko jih pa mi sami, gledalci, občudovalci, bralci te njegove pravljice. Pravljičnost je seveda vsaj ena od njenih značilnosti, da je izjemna kompozicija, izjemno, ko bi rekel, osredotočeno delo, urejeno in da je hkrati prisotna visoka estetika. O tem govori Prop. Seveda to velja tudi za Enejevo postavitev. Ta Darstellung, ta postavitev, predstavitev, ta predstava je enkratna tudi zato, ker gre v bistvu za urejeni kaos. V bistvu za kaos, ki spodbija vse norme, vse vrednosti dosedanje. Za kaos, ki je v bistvu romantična igra. Romantika je prinesla pojem igre v estetiko. Gre za estetska pisma Friedricha Schillerja, pisma o estetiki, kjer Schiller pravi, samo pesnik je resnični človek. Edini resnični človek je tisti, ki se igra. Ta igra v najširšem pomenu, pa tudi v konkretnem pomenu, v ontičnem, če sem malo filozofski in ontološkem smislu, je prisotna hkrati v tem času tudi pri Nietzscheju. Nietzsche govori o igri, o igralcu, o človeku, ki se igra kot umetniku. Umetnik je tisti, ki pristaja na konkretno in mundialno igro. Pozneje so o igri govorili Eugen Fink, recimo v Oazi sreče. Pravzaprav gre pri Eneju za oazo igre. Igra je lahko, ko bi rekel, razumska, lahko je vezana na nogomet, na ekonomijo, na gospodarstvo, na igre s kartami, ali pa je lahko večna, tista, ki osvobaja človeka vsake naprejšnje predestiniranosti.
Kajti igra je anarhija, se pravi tisto, kar spodbija temelje, kjer spodbija neke predsodke, neke vnaprej določene vrednosti. In skozi igro v bistvu je ustvarjalnost najmočnejša. No, vsaka marioneta in osrednja marioneta je lisica, je ena prav zvita zver, seveda je vezan Enej tudi na prvotno, ko je dal naslov tej razstavi, tudi na to slovensko pravljico. Lisica je ena zvita zver. Se pravi, vse te marionete so narejene iz različnih materialov in postavljene v prostor, na podstavke, v okvirje, ki so v bistvu slike. Slike položene, slike brez platna, samo okvirji, iz pliša, iz različnega materiala, kar daje nek dodatni estetski poudarek. Seveda so marionete postavljene, visijo na nitkah. Lahko bi rekli, da upravljamo z njimi, da upravljamo z njimi mi igralci. Ali pa so marionete igralci in nekdo drug od zgoraj, od zunaj upravlja z njimi. Torej gre tudi za politično metaforo, eksistencialno, bivansko metaforo. Gre za nekaj, pred čemer se bojimo, pred čemer bežimo ali pa nas usodno določa. Jaz sem napisal v tem katalogu tudi nekaj pesmic ob tej postavitvi in mislim, da so Eneju blizu, da jih je vzel za svoje. Morda bi prebral eno izmed njih. Morda tale vers. Ne vedel bi, a vendar vem, da šoja, pes, žirafa, krokodil po noči sanjajo kot moja in kot bes, kot milnica in črna kafa s sladkimi mehurčki, ki pijejo jo Turčki. Smo kot otroci na igrišču, majhni in nedolžni froci, na stičišču lune, sonca in svetle kune, kot nebo brez konca.